Spoštovani, lepo zdrav vsem. Mi smo danes obravnavali razmere v Adrii na vladi na predlog lastnika in kot zainteresirani deležnik družbe Adria Airways smo danes izrazili interes na vladi v postopkih finančnega in poslovnega prestrukturiranja družbe. Tudi v postopku iskanja pogajanj in vključitve najboljšega strateškega investitorja v družbo Adria Airways. Cilj vlade je z aktivnim sodelovanjem v teh postopkih zagotoviti interese Republike Slovenije na področju dejavnosti rednega zračnega prevoza, ki ga opravlja letalski prevoznik, in sicer tako v fazi oblikovanja ciljev postopkov, kot tudi v fazi prevzemanja obveznosti v skladu z dogovor in veljavno zakonodajo. Predlog za državno pomoč na Ministrstvo za gospodarstvo že prišel. Mi smo pa danes na vladi pravzaprav obravnavali to, ali je strateški interes Republike Slovenije, da ohranja letalskega prevoznika in ali je strateški interes, da išče partnerja. Z Ministrstva za promet smo to gradivo pripravili zato, ker gre za vprašanja mobilnosti prebivalstva, ker gre za vprašanje gospodarskih družb, ki so povezane z prevoznikom in so tudi v naši lasti, naprimer Aerodroma ali pa Slovenija Kontrola. In ugotavljamo, da ta interes je. Poleg tega pri mobilnosti prebivalstva treba le povedati, da smo mi gospodarsko izjemno odprta država in da so povezave Republike Slovenije z drugimi mesti pomembne tudi za gospodarske subjekte, za njihovo mobilnost. In ne samo povem kot primer ali pa kot podatek, da je od 23 povezav, ki jih ima ljubljansko letališče, kar 21 takšnih, na katerih leti Adria Airways. Torej, to je dokument, ki naj bo jasno sporočilo, da vlada Republike Slovenije meni, da je to strateški interes Republike Slovenije, in nekateri nastavki za pogajanja s strateškimi partnerji so bili tudi danes obravnavani. Vseh torej ne bi želel povedati, ker so pač stvar pogajanj. Zagotovo pa recimo ohranitev blagovne znamke in pa sedeža gospodarske družbe v Republiki Sloveniji. Na koncu koncev je naša želja, da bi ljubljansko letališče igralo vlogo huba v tem delu sveta, kot ga zdaj do neke mere že upravlja. Če pa še kakšno vprašanje? Hvala, minister. Izvolite vprašanja. Hvala, minister.